gostje. Dober večer in prisrčno dobrodošli na slavnostnem koncertu ob 15. obletnici fantovske vokalne zasedbe Gimnazije Celje Center. V naši družbi še posebej prisrčno pozdravljamo vse sedanje in nekdanje pevke in pevce ter inštrumentaliste glasbenih zasedb naše šole, nekdanje in sedanje učitelje, starše in prijatelje. Skupaj z gostiteljem, ravnateljem Gimnazije Celje Center, profesorjem Rokom Hitnikom, pa v naši družbi lepo pozdravljam tudi poslanko Državnega zbora Republike Slovenije Janjo Sluga, župana mestne občine Matijo Kovača, upokojenega celjskega škofa dr. Stanislava Lipuška, podžupanjo občine Žalec Tanjo Vasle, gospod Jolando Pek z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ravnateljice in ravnatelje vrtcev in šol iz Celja in regije, predstavnike celjskih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Ni skrivnost, da knežje mesto slovi po izvrstnih glasbenikih, med katerimi so tudi številni pevci. Celje že skoraj 80 letih gosti Mladinski pevski festival, petje pa je v Celju še vedno ena najbolj razširjenih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, za kar ponosno skrbimo tudi celjske osnovne in srednje šole, ki se lahko pohvalimo z odličnimi pevskimi zasedbami. Med vsemi pa ima zagotovo prav posebno mesto Favoza, fantovska vokalna zasedba Gimnazije Celje Center, ki je ena redkih tovrstnih sestavov na Slovenskem. Vse se je začelo z ustanovitvijo leta 9, drugega najstarejšega glasbenega sestava Gimnazije Celje Center. Samozavestni fantje z umetniškim vodjem Gregorjem Telejo so leta 2005 dopolnili 50-letno dekliško zborovsko dominanco in z novimi projekti, odmevnimi turnejami po vsem svetu in delom v soju medijskih žarometov slovenske a cappella scene postavili močan zgled tudi drugim na pevskem področju sicer pregovorno sramežljivim fantom. Leta 2009 je zanimanje za fantovsko petje bilo že tolikšno, da si je GCC zaslužila ustanovitev Favoze, ki jo je profesor Teleja vodil do konca leta 2022, ko je dirigentsko paličico prevzel profesor Daniel Prden. V preteklih 15 letih smo fantje z Gimnazije Celje Center dokazali, da se v tem zanimivem obdobju najstništva in specifičnega razvoja fantovskega glasu da preseči tudi strah pred petjem. A ne le to. Še mnogo več, kar smo za vas brali v koncertnem listu nocojšnjega jubilejnega koncerta, ki so ga uvedli člani aktualne zasedbe pod vodstvom profesorja Daniela Prdena. Letos šteje 21 pevcev in nekdanji člani Favoze smo na njo ponosni, saj nadaljujejo izjemno tradicijo, ki v marsičem presega druženje na vajah in nastopih, ampak predstavlja tudi neprecenljive prijateljske vezi ter povezovanje med generacijami. Fantje, pogre vaš. Pojdi z menoj,
si veseli, si tra-la-la-la, tra-la-la-la, pesem zapojmo si tra-la-la-la-la. Od vinca sladkega, ko sonce čistega, tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Naše nalimo si tra-la-la-la, tra-la-la-la, brzga popimo si tra-la-la-la-la. En glas že kar pa dva, to nam korajžo da, tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Kadar pa vinca ni, tra-la-la-la, tra-la-la-la, takrat me vse boli, tra-la-la-la-la. Vince mi zdravja da, ker moč v sebi ima, tra-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la. Da-yu-ra-ta ba-nerina, da-yu-ra-ta ba-nerina, la-la-la, li-la-la, da-yu-ra-ta ba-nerina. Na je propale visoka, na je propale visoka, la-la-la, li-la-la, na je propale visoka. Ponovna barvi prideva, ponovna barvi prideva, la-la-la, li-la-la, ponovna barvi prideva. Na samo se pogledava, na tamo se pogledava, la-la-la, li-la-la, na tamo se pogledava. Ponovna ne pogledava, ponovna ne pogledava, la-la-la, li-la-la, ponovna ne pogledava. Samo voza, imamo prav, ne samo voda, imamo prav, la-la-la, li-la-la, ne samo voda, imamo prav. Da-ju-ra-ta ba-nerina, da-ju-ra-ta ba-nerina, la-la-la, li-la-la, da-ju-ra-ta ba-nerina, da-ju-ra-ta ba-nerina, da-ju-ra-ta ba-nerina, la-la-la, li-la-la, da-ju-ra-ta ba-nerina. Sto 136 pevcev, 212 glasbenih del, več kot 200 nastopov in koncertov, 11 samostojnih in 9 skupnih turnej, številni projekti in sodelovanja z mnogimi sorodnimi zasedbami, slovenskimi skladatelji, inštrumentalisti in zborovskimi dirigenti. 15 let druženja je spisalo številne zanimive zgodbe, izvajanj, nastopov in koncertov, z intenzivnih vaj na Ptuju, v Lendavi, Križevci, Spodnji Savinjski dolini in na Celjski koči, kjer naši glasov niso polni le seminarski prostori, ampak tudi bazeni in možja ter širša okolica. Pa zgodb s turneji, na katere se podamo bodisi sami, bodisi skupaj s dekletnimi švagerci. Zgodb polne so zlasti tiste čisto naše poletne turneje, ko se na poteh, ki nas večinoma vodijo slovenskim društvom v zamestju in dolini, družimo sedanji in nekdanji pevci. Če bi pisali knjigo, bi lahko govorili že o romanu. A ker vse zgodbe niso za objavo, govorimo predvsem o simpatični zbirki prilik skupnih spominov. Nekatere sodijo na področje neverjetnega, kot tista o dvakrat odkojeni kravi, pa o leplečih hotelskih predmetih. Druge se nam vedno znova rade zgodilo dvigalih, ki se postavijo med stropi. Preizkusili smo se tudi kot gasilci, se izkustveno učili, kako se v skrbi za pevske sobrate komunicira s slovenskimi veleposlaništvi na tujih tleh, kako nas lahko izčrpa sedenje ob in v bazenu, da številnih kulinaričnih doživetij z naših turnej niti ne izgubljamo besed.
Vsaka prilika je našla svoj vers, tudi v neskončni pesmi Colorado, kjer se vsako leto piše kitica za kitico in spisali smo jih že več kot 60. Pisem je posneta le v dečkih in za polno izvedbo bi morali z nami na kak avtobus. Kdo ve, mogoče pa v javnosti v rahlo cenzurirani obliki predstavimo za naš 20. jubilej. Vse te zgodbe je od ustanovnega leta 2009 do danes pisalo več kot 130 pevcev famoze. Mnogi med njimi so nocoj z nami v dvorani. Številni pa bodo skupaj z aktualno zasedbo vstopili na oder, da vam, spoštovano občinstvo, predstavimo delček tistega najpomembnejšega, kar nas povezuje, glasbo in prijateljstvo. Za vas bomo v nadaljevanju predstavili jagodni zbor glas iz domače glasbene zakladnice, ki so Pihovozo še posebej zaznamovale v preteklih 15 letih. Spoštovane gospe in gospodje, fantovska vokalna zasedba gimnazije Celje Center in dirigent Gregor Dereja. Fantje so po vasi šli, ljubce niso več našli. Le od kraja Brešč, le od kraja Brešč, ne nazaj ne pridmo več. Le od
Verjamemo v skupnost, povezovanje, ustvarjalnost, svobodo misli in duha, kolegijalnost, prijateljstvo, slogo, uglašenost in sozvočje. Verjamemo v umetnost in glasbo, ki že tisočletja presegata posvetno govorico in obesedujeta neobesedljivo, krepenita, se opirata, vodita, premagujeta, preprečujeta, združujeta. Slovenska pesem ima v našem repertoarju posebno mesto in če tudi smo v 15-letni karieri na odru predstavili marsikatero zborovsko umetnino tujih skladateljev, je izročilo fantovske pesmi naše domovine, ki je navdihnila številne slovenske skladatelje, vedno predstavljalo srž našega ustvarjanja. Prav posebno mesto v našem programu pa ima pesem Opora, ki smo jo lani predstavili tudi v posebnem projektu, ki je povezal več kot 60 sedanjih in nekdanjih pevcev Favoze. Program smo spletli v šopek skladb kot svarilo in zdravilo pred zgodovinsko pozabljivostjo. Mladostniško neobremenjeni z etiketami, ki upor in pot k svobodi prekrivajo z ideološkimi predznaki, smo na šopek povezani s trnovimi cvetovi kmečkih buntov, Ilskega kraljestva, Avstrijskega cesarstva, bojišč obeh svetovnih vojn in leta 1991. Glasba obriše solze in osreči srce. Zapuščina naših prednikov, ki jih je dolga stoletja preživljala tujih oblastnikov, niso monumenti, ampak kulturno izročilo. Pesem pa tista, ki je bila zastavonoša slovenskega jezika, upora in boja, tudi takrat, ko so morali mladi fantje polniti muškete in topove cesarju, kralju in še komu čast. Slovenska ljudska pesem je bila vse do prve svetovne vojne nujno sredstvo za ohranjanje slovenske identitete, zlasti tam, kjer sta politika in diplomacija na najvišji ravni povedali. Pesem je bila za ljudstvo dragocenost, ki mu je sovražnik ni mogel oduzeti. Grobovi so se polnili s trupli padlih vojakov, družine so žalovali. Pesem pa je preživela in bodrila tiste, ki so v vojnih vihrah izgubili vse, celo samega sebe. Kako čuden je človeški spomin in kako nerazumljeno geslo, da naj se nikdar več ne ponovi, le 80 let po koncu druge svetovne vojne dokazujejo bojišča po vsem svetu. Britko ogledalo naši neumnosti predstavlja pesem, mogoče najbolj iskren, a vendar je naivno utopičen inštrument razrednega boja. Svojevrsten spomin na čas, ki svet in človečnost vedno znova in znova maja njegovih temeljih. Spoštovani gospe in gospodje, pesem Opora. Yeah.
Vesel was I, you. Sky
gostje, dovolite mi, da pred koncem koncerta v našem imenu izrečem še nekaj zahval, ki so hkrati tudi temeljni gradniki naše 15-letne poti. Vsem pevcem, ki so velikokrat verjeli nemogoče, sedanjim in nekdanjim učiteljem naše GCC, zlasti tistim, ki so nam in nam še vedno svojim razumevanjem dajejo krila in ki nam znajo na prav način povedati, kako pomembno je ob šolskih ciljih oblikovati tudi druge življenjske. Hvala našim staršem, sošolkam, sošolcem, prijateljem in številnim pokroviteljem naših pevskih projektov. Pa profesorju Davidu Preložniku, ki je famozni zvest v vseh svojih profesionalnih vlogah in njegovim pevkam Dekliškega pevskega zbora, ki znajo nas fante spodbujati na čisto posebej način. Profesorju Sašu Šoncu in njegovim šlagersom ter vsem glasbenim pedagogom na GCC, brez katerih glasba na šoli ne bi bila popolna. Hvala nekdanjima dijakoma in pevcema Mihajlu Strniši in Maticu Omladiču, ki svojima posebnima glasovoma vztrajnostjo vedno skrbita tudi za to, da vokalno-tehnično napredujemo. Pa nekdanjemu dijaku in pevcu Amadeju Mravlaku ter profesorici Ani Pečnik za oblikovanje številnih grafičnih podob naših koncertov. Hvala tudi profesorici Darji Poglajen za številne projektne spodbude in jezikovne preglede besedil naših tiskovin. In seveda brez vas, drage mame, dekleta in žene, naša pesem ne bi nikdar tako lepo zvenela, zato iskrena hvala in iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku dnevu žena. Velika zahvala velja tudi vsem nekdanjim ravnateljem in njihovim pomočnicam in pomočnikom, ter seveda sedanjemu ravnatelju GCC, profesorju Roku Lipniku, ki ga sprošno za kratek govor vabim na govor. Spoštovani gostje, spoštovani župani iz Občine Celje, Matija Kovač, spoštovana poslanka, Sluga, spoštovana predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, gospa Jolanda Bek, spoštovani monsignor Nikošek in spoštovani gostje, cenjeni kolegi, direktorji, ravnatelji osnovnih srednjih šol, zavodov, predstavniki lokalnih in krajevnih skupnosti. Skratka, spoštovani, vsi dobrodošli danes na tem slavju, dobrodošli na slavju 15-letnici delovanja fantovske vokalne zasedbe na Gimnaziji Celje Center. Danes ne slavimo le 15 let fantovske vokalne zasedbe, ampak 15 let kulturnega obiskovanja te skupine, 15 let združenja, povezovanja, 15 let ustvarjanja, 15 let odličnega memoriranja in vodenja fantovske vokalne zasedbe in 15 let vseh presežkov, ki so v tem času dosegli. 15 let se morda zdi kratko dobo, a z šolske perspektive so to skoraj 4 cele generacije dijakov, kar je le še en dokaz, da sta oba mentorja v dijakih našla nekaj tistega, kar jih je prepričalo v to, da je vredno sodelovati, da je vredno ustvarjati, da se je vredno povezovati, da je vredno delovati, peti, se družiti in pripravljati takšne večere kot današnji. Na šoli je fantovska vokalna zasedba del nepogrešljive kulturne biti, nepogrešljivega kulturnega obiskovanja in brez njih si res ne predstavljamo kulturnih prireditev, večerov in dogodkov, kot je današnji. Zato smo res veseli in me nikakor ne skrbi
da se ne bi videli tudi na 20, 30, 40 obletnici. In tudi še prej, na vseh preditvah, ki jih kot šola organiziramo. Čez 2 tedna na pozdrav mladih bodo fantje tudi sodelovali. Torej, veselimo se tega, da 15 let ustvarjanja pomeni še vsaj nadaljnjih 15 let in še mnogo dobrih, velikih in lepih uspehov in prijetnih večerov, kot je današnji. Dragi fantje, nekdanji in sedanji dijaki, res iskrene čestitke in hvala, da ste to, kar ste, da pojete, da ustvarjate, da se družite in da predstavljate svojo vizijo, predstavljate svoj glas in širite svoje vedenje, znanje in svoje sposobnosti z nami in nam lepšate dneve in večere, kot je današnji. Iskrene čestitke pa seveda obema zborovodjema, profesorju Gregorju Tedej in profesorju Danijelu Bardelu, ki ju vabim oba še za osebno čestitko in hvala obema. Večer še naprej, hvala vsem, da nas podpirate in uživajte še teh zadnjih nekaj skladov. Hvala, gospod ravnatelj, in iskrena hvala vam, spoštovano občinstvo, da nocoj praznujete z nami in da ste nas spremljali v preteklih 15 letih. Naj tako ostane tudi naprej. Po koncertu vas ljubno vabimo na druženje v stransko dvorano Narodnega doma v Celju, pa ne pozovite na prostovoljni prispevek za glasbeni mesec cel, ki ga lahko oddate v Šparoček pred dverjo. Naj zaključimo tako, kot najbolje znamo, s pesmijo oziroma dvema posebnima. Ne le zato, ker jo je posebej za nas priredil profesor Danijel Berten, ampak tudi zaradi naših spominov, ki jih nosi tam v sebi. A srečno je lahko noč.
Amen.
majolcica, majolka, majolka, majol, majolcica. Jesień suchec, bardzo matre buchec. Vincente Pogrillo, piga prawdę było, Vincente Pogrillo, piga prawdę było. Tuje de beluchec, velik matre buchec. Vincente Pogrillo, piga prawdę było, Vincente Pogrillo, piga prawdę było. Siwa żaba, no triplawa, mętwa krota, węse kota. Konie szło, spili gasło, nasz brat jest dobropitny, zna jest prazno, kupi co do dna. Rym dobre moj strubija, se dobropit ličija. Konie szło, spili gasło. Ko sodowne blo, tu czepowne blo, in vince biteklo, majolkę samo, in vince biteklo, majolkę samo. A czepek, odbiti seda, in vince majolkę, od córku kapia, in vince majolkę, od córku kapia.